Močnik, poveljnik sil v spremstvu gostov. Mirno! Za prihod poveljnika sil in gostov. Pozdrav. Ale! O! Spoštovani, na prizorišče slovesnosti prihaja bojna zastava logistične brigade. Nosilec bojne zastave je višji vodnik Rado Tretjak, najboljši počasnik v letu 2024. Častni pozdrav! Ali! Ho! Spoštovani, na prizorišče prihaja poveljnik logistične brigade, polkovnik Aleksander Vidergar. Mirno! Pozdrav! Ali! Ho! Pripadnice in pripadniki logistične brigade. Za koga? Za Slovenijo! On je bil še manj kot eno leto, ne. Ne, en leto, ja. No! Na mestu, moj! Ja. 1. junija bo 2 leti. Spoštovani, sledi himna Republike Slovenije. Mirno! Ja, 21 mesecev, ja, tako, ja. Častni pozdrav! Spoštovani, podžupanja mestne občine Kranj, gospa Manja Zorko.
brigadir Boštjan Močnik, poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Milan Žurman, polkovnik Gregor Vodeb, polkovnik Branko Podbrežnik, polkovnik Franci Mogolič in ostali gostje. Lepo pozdravljeni na slovesnosti o primopredaji dolžnosti poveljnika logistične brigade v vojašnici Petra Petriča. Na podlagi odredbe ministra za obrambo gospoda magistra Boruta Sajovica številka 830-1/2024-107 z dne 25.2.2025 se imenuje novi poveljnik logistične brigade podpolkovnik Igor Veršnik. Ob tej priložnosti pred mikrofon vabimo slavnostnega govornika, poveljnika sil Slovenske vojske, brigadirja Boštjana Močnika. Poveljnik sil Slovenske vojske, izvolite. Spoštovani pripadniki logistične brigade, vsi gostje danes vabljeni tu, gospa podžupanja, en lep dober dan. Dovolite mi nekaj besed ob današnjem dogodku menjave poveljnika logistične brigade. Ne gre za trditev, ki bi bila všečna zaradi postroja, ampak vojaška logistika je bila vedno temelj vsake uspešne vojaške organizacije, kot tudi vojaškega delovanja kot takega. Brez nje vojska ne more niti delovati, še manj pa zmagati, tako v miru, pri nalogah v miru, kot tudi v vojni. Aleksander Veliki in Julij Cezar sta razumela, da zmaga na bojišču ni mogoča brez učinkovitega oskrbovanja vojakov. Tudi Bonaparte, 1500 let kasneje, je dejal, da njegova vojska hodi na želodcu, s čimer je hotel poudariti pomen oskrbe za uspeh vseh vojaških operacij. Med drugo svetovno vojno, če želite, je učinkovitost logističnega sistema v celoti omogočala zaveznikom v tistih časih pred 80 leti, da so presegli nasprotnika, govorimo o nacizmu, v preskrbi, sposobnostjo premikanja bataljonov in čet, vzdrževanju opreme, kar je ključno prispevalo k zmagi leta 1945. Danes v sodobnih vojskah pa logistika kot termin ni več zgolj in samo podpora, ampak je bistveno več. Gre v bistvu za resno strateško zmogljivost v vsaki državi, kjer so gradniki logistične zmogljivosti oboroženih sil. Slednje so edine, ki lahko omogočajo in tudi zagotovijo hitro odzivnost, vzdržljivost cilj in uspeh. Slovenska vojska ni izjema. Prav učinkovita logistična podpora omogoča delovanje naših enot doma in mednarodnem okolju že 30 let. Dejansko hrbtenica vsega tega je skrita tu med vami v logistični brigadi. Vaša vloga presega klasično razumevanje oskrbe z materialnimi sredstvi, saj poleg tega prinaša tudi zagotavljanje mobilnosti, transporta, vzdrževanje opreme, medicinsko podporo, transport v najširšem pomenu besede in zagotavljanje ključnih virov za preživetje enot in njihovo delovanje na vseh ravneh, od oddelka pa do sil Slovenske vojske. Vi, pripadniki, delujete tiho, učinkovito in navzven kažete povezanost in predanost nalogam, ki jih izvajate vsakodnevno. Pogosto v neki navidezni senci operativnih enot, kjer pa se ta senca za slednje enote hitro razblini brez vaše pomoči. Polkovnik Aleksander Vidergar je poveljevanje logistične brigade prevzel junija 2023, predtem je kot poveljnik vodil vojaško zdravstveno enoto in je bil odgovoren za zdravstveno oskrbo pripadnikov Slovenske vojske in za sodelovanje s civilnimi zdravstvenimi ustanovami. S svojim delom je pripomogel in podal svoje izkušnje in tudi preizkušnjo v času obvladovanja pandemije COVID-19. Vsekakor je izkazoval svoje poznavanje področja dela, svoje voditeljske veščine in pa tudi to trmo in vztrajnost, zaradi katerega je bil kos izzivom, ki niso bili lahki. Gre za častnika Slovenske vojske, ki je prilagodljiv, učeč, saj je zmogel preiti z področja zračne obrambe do učinkovite logistične podpore poveljstev in enot
Slovenske vojske. Podpirati z vašo pomočjo mednarodne operacije, izvajati civilno vojaško sodelovanje in seveda odpravljati prevečkrat tudi posledice naravnih nesreč. Vodil in živel je z motom, da brez predanih logistov ni pripravljenosti Slovenske vojske. Vse njegove izkušnje in lastnosti osebne so porok za njegov nadaljni karierni razvoj. Upravljal bo brigadirsko dolžnost na Direktoratu za logistiko in na tej tvoji poti ti želim veliko uspehov in hvala za tvoje poveljevanje logistični brigadi. Novi poveljnik, podpolkovnik Igor Veršnik, je upravljal v številnih letih različne pomembne naloge v strukturah Slovenske vojske. Bil tudi poveljnik na mednarodni misiji v Libanonu, tako da pozna tudi delovanje iz nemirnih območij. Poleg operativnih nalog znotraj koordinacije premikov in transporta se je posvetil v svojem karieri tudi akademskemu razvoju vojaške logistike. Leta 2012 je zaključil magistrsko delo z naslovom Nacionalni center za koordinacije premikov, kjer je obravnaval načrtovanje strateškega transporta v Slovenski vojski in razvoj strateških transportnih zmogljivosti. Zato ne dvomim, da bo več kot dorasel tej zelo odgovorni funkciji oziroma dolžnosti v Slovenski vojski, poveljnik logistične brigade. Poseduje namreč potrebno in zahtevano vojaško znanje, odločnost, kot tudi zelo pomembno imeti voditeljske veščine, delati z ljudmi. Zna bo poskrbeti in skrbeti, da bo logistična brigada tudi med prihajajočim preoblikovanjem in novimi nalogami, pred katerimi je Slovenska vojska, še naprej trdni podporen steber organizacije. Da bo z vašo pomočjo sinonim za odličnost, pripravljenost in strokovnost. Vsem pripadnikom logistične brigade želim uspešno delo, zavzetost in varno izvajanje vaših nalog doma ali v tujini in ponosno služenje državi. Hvala lepa. Hvala. Sledi glasbena točka orkestra Slovenske vojske s skladbo Vinka in Slavka Avsenika na Golici. Hvala orkestru Slovenske vojske. Pred mikrofon sedaj vabimo dosedanjega poveljnika, polkovnika Aleksandra Vidergarja, da nagovori enoto o predaji dolžnosti. Poveljnik, izvolite. Hvala lepa. Spoštovani podžupanja mestne občine Kranj, gospa Manja Zorko, poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik, brigadir Milan Žurman, spoštovani kolegi, gostje, predvsem pa drage in spoštovane pripadnice in pripadniki logistične brigade. Junija letos bi minilo 2 leti, odkar sem prevzel poveljevanje logistični brigadi. Njeni pripadniki omogočamo vsem ostalim enotam Slovenske vojske, da sploh lahko izvajajo svoje naloge. Potrdilo se je, da ni usposabljan vaj, odzivnih sil, mednarodnih misij, novih materialno-tehničnih sredstev in marsičesa ostalega brez vas, brez logistične brigade. Dolžnost poveljnika logistične brigade predajam z zavedanjem, da smo v času mojega poveljevanja uspešno izvajali podporo države gostiteljice zavezniškim silam, izgradili zmogljivost srednje transportne čete, delovali v balkanskih namenskih zdravstvenih silah
kjer smo celo 2 leti bili vodilna država. Izgradili zmogljivost lahke premične bolnice ROL 2, popolnjevali sile na misijah in jih tudi oskrbovali, uvedli operativno uporabo lahko kolesno vozilo 4x4 Perun, na katere smo integrirali obožitvene postaje, usposobili nove namerilce, inštruktorje namerilcev in pa vzdrževalce. Uvedli smo operativno uporabo tovornjake 8x8, hkrati pa smo skrbeli, da pripadnice in pripadniki Slovenske vojske izven vojašnic niso bili lačni in umazani, da so zdravstveno pregledani in oskrbljeni, opremljeni z ustrezno opremo, orožjem, vozili in tako naprej. Smo pa v logistični brigadi dobro delali tudi z našimi ljudmi in nismo slabi vodje, saj imamo izredno malo odpovedi delovnega razmerja. Zavedam se, da vse te naloge opravljamo ljudje in če letih ni, trpi izvedba nalog in posledično cel sistem. Boril sem se, da bi bila logistična brigada kadrovsko bolje popolnjena, tako na strokovnih in vojaških dolžnostih, kot tudi na poveljniških in štabnih. Seveda pa smo bili pri tem odvisni od drugih. Za mojo enoto sem naredil vse, kar je bilo v moji moči. Šele v letošnjem letu pa se nam na tem področju kažejo manjše izboljšave tudi za našo brigado. Izpolnil sem mojo obljubo, ki sem vam jo dal o prevzemu najboljše brigade Slovenske vojske in sem sledil mojim najpomembnejšim vrednotam: poštenosti, iskrenosti, direktnosti, delu in znanju. Sem pa v teh 21 mesecih spoznal, da drži sestavek neznanega avtorja, ki vam ga bom zdajle prebral. Logistiki so žalostna, ogorčena in v vojnem času zelo iskana sorta ljudi, ki v miru zamerljivo tonejo v pozabo. Opravka imajo le z resničnimi dejstvi, vendar morajo to početi za ljudi, ki upravljajo le s teorijo. Povzdignejo se le med vojnami, saj so vojne resnična dejstva. V miru izginejo, ker je mir večinoma teoretična zadeva. Ljudje, ki upravljajo s teorijo in zaposlujejo logistike v vojnah, ter jih prezirajo v miru, so generali. V vsakem hecu je tudi nekaj resnice, ampak verjamem, da mi takih generalov nimamo. Lahko pa rečemo, da ta sestavek, oziroma lahko dokažemo, da ta sestavek ima tudi nekaj resnice v sebi. V mojem mandatu nisem dosegal uveljavitve logistične brigade kot enakovredne brigade drugim brigadam Slovenske vojske. Zato nadrejene še danes pozivam, da končno prepoznajo tudi logistično brigado v elito. Besed je bilo dovolj, zdaj ta enota potrebuje še vaša dejanja. Naj ne bo elita rezervirana le za tiste, ki so manjši od nas. Pa da ne bo kakšne pomote ali pa napačnega razumevanja, jaz elito razumem kot tiste najboljše. Mi logisti, po drugi strani, palica ima 2 konca mimogrede, pa ne smemo pozabiti, da če tudi se nam kdaj zdi, da se nam godi krivica, da pozabijo na nas kljub vsemu dobremu, kar naredimo, da se na dolgi rok v življenju vse uravnoteži. Ostati moramo na svoji poti in še naprej sprejemati svojo moralno obvezo. Biti moramo pripravljeni in usposobljeni za to, kar delamo. Pri tem nas podpira tudi general Omar Bradley, ki je enkrat izjavil: "Amaterji govorijo o strategiji, profesionalci pa o logistiki." Pred koncem se želim osebno zahvaliti poveljnici 670. logističnega polka, poveljnikom 157. logističnega polka, poveljniku vojaško-zdravstvene enote Evoja Petra Petriča ter načelniku štaba logistične brigade in pa načelniku inženiringa. Hvala vam za vaše vodenje, podporo in pa iskren odnos.
Obstaja pa še ena skupina sodelavk in sodelavcev, ki so blažili prekensko vročino na mojem delovnem mestu. Aleš, Matjaž, Rajko, doktor Igor, Nuša in Pija, hvala vam, da ste me podpirali v vseh situacijah in mi pomagali tako v dobrem kot v slabem. Novemu poveljniku logistične brigade, podpolkovniku Igorju Veršniku, želim predvsem veliko modrosti in potrpljenja ter veliko prebojev po logističnem področju. Igor, jaz ne poznam božjega človeka, ki bi lahko prevzel to brigado. Logistična brigada, želim vam prave elite, ki bo razumela vaše poslanstvo, da boste še naprej na pravem mestu, o pravem času. Veliko čast mi je bilo biti vaš poveljnik. Srečno. Poveljnik, hvala. Nastopil je trenutek primopredaje vojne zastave logistične brigade novemu poveljniku, podpolkovniku Igorju Veršniku. Prosimo poveljnika sil Slovenske vojske, brigadirja Boštjana Močnika, da izvede primopredajo. Dosedanjega poveljnika logistične brigade, polkovnika Aleksandra Videgarja in novega poveljnika logistične brigade, podpolkovnika Igorja Veršnika, prosimo, da stopita pred postroj. Stava stoj. Dajem vojno zastavo s tem poveljevanjem logistične brigade. Sprejemam vojno zastavo. Poveljnik sprejema vojno zastavo in nekaj pozdrav. Za koga? Za koga? Častni vod! No! Spoštovani, pred mikrofon vabim novega poveljnika logistične brigade, podpolkovnika Igorja Veršnika. Hvala lepa. Poveljnik, izvolite. Spoštovani poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik, brigadir Miran Žurman, spoštovani kolegi, sotrpini poveljniki brigad, predvsem pa spoštovane pripadnice in pripadniki logistične brigade. Danes je en poseben dan. Namreč pred natančno 25 leti sem kot mlad podporočnik prvič prestopil vrata te vojašnice in se eno 9. uro zjutraj postavil kot poveljnik voda za vzdrževanje motornih vozil pred svoj prvi postroj. Danes, žal čez četrt stoletja, stojim pred vami kot nov poveljnik logistične brigade.
Vsa ta leta mi je obstala moja žena Anja, za kar se ti maksimalno zahvaljujem, ker si bila ti ena tistih, ki si mi omogočila moj karierni razvoj. Samo logistično brigado, kot sami veste, sem povezan že vrsto let in na njo gledam res z velikim spoštovanjem. Čakajo nas zanimivi časi. Vsi se zavedamo, kakšna je situacija okoli nas, kar se tiče varnostnega področja. Vsi se zavedamo grožnje, katere prihajajo, pa upam, da ne, zahtevajo tudi določene spremembe. Te spremembe se bojo odražale v preoblikovanju logističnih enot, katere bojo sledile novem konceptu logistične podpore. Obljubljam pa vam, da bo to preoblikovanje potekalo počasi, premišljeno in da bom poskrbel, da nihče od vas ne bo prikrajšan. Po drugi strani se moramo pa zavedati tudi to, da novo nastajajoče planske strukture morajo podpirati usmeritev načelnika generalštaba, ki je jasno povedal, sestavite se tako, da boste sposobni delovati v vojni. Naj izpostavim samo nekaj ključnih nalog, ki jih bomo sledili v prihodnjih letih. Prva in najbolj pomembna, preoblikovanje 157. in 670. logističnega bataljona. Druga, izdelava novega koncepta zdravstvene zagotovitve v 2025 in posledično preoblikovanje VZE v letu 2026. Tretja, izdelava priročnika za logistično načrtovanje, ki bo končno postalo neko analitično orodje za načrtovanje uporabe logističnih zmogljivosti. Naslednja, večji poudarek na izgradnji centra za podporo konvojev kot cilja zmogljivosti in pa zadnja, vzpostavitev elementov za podporo državi gostiteljice kot eno prioritetnih nalog Slovenske vojske za podporo zavezništva. Zavedam se, da te naloge bomo upravljali mi. Zavedam se, če nas ne bo dovolj, da produkt ne bo najboljši. Maksimalno se bom boril, tako kot predhodnik, da bomo kadrovsko in materialno dobro popolnjeni, mi je pa kristalno jasno, da ne tako jaz kot poveljnik sil nima neke čarobne palčke, da kar pričara 200 ljudi. Zahtevam pa eno stvar, da mi v težnji po izpopolnitvi vseh nalog iskreno podprete, ter da vzdržujemo korekten odnos tako na dol, kot na gor. Sandi, prijatelj moj, tebi želim obilo uspehov na DLO-ju, da boš znal plavati med vsemi črmi, pa da bo čim bolj mirno morje. Hvala lepa. Poveljnik, hvala, ter iskrene čestitke o prevzemu dolžnosti poveljnika logistične brigade. Spoštovani, danes je polkovnik Aleksander Vidergar zadnjič med pripadniki logistične brigade kot njihov poveljnik. Enoti je poveljeval od junija 2023. Poveljnik logistične brigade, podpolkovnik Igor Veršnik, mu bo podelil priznanje za odlično opravljeno delo, trud in uspehe, ki jih je enota dosegla pod poveljevanjem polkovnika Vidergarja. Na podlagi 54. člena zakona o obrambi, drugega odstavka 80. člena pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo in ukaza logistične brigade številka 094-1/2025-17 z dne 3.3.2025 izdajam ukaz o podelitvi priznanja logistične brigade. Zlato medaljo logistične brigade prejme polkovnik Aleksander Vidergar, podpolkovnik Igor Veršnik, poveljnik logistične brigade. Prosimo podpolkovnika Igorja Veršnika, poveljnika logistične brigade, da stopi pred postroj in polkovniku Aleksandru Vidergarju
podeli zlato medaljo logistične brigade, hkrati pa naprošam polkovnika Aleksandra Vidergarja, da stopi pred postroj. Hvala podpolkovniku Vršniku, poveljniku logistične brigade. Spoštovani, sledi himna Slovenske vojske. Z prizorišča slovesnosti odhaja vojna zastava. Spoštovani, s tem je uradni del današnje slovesnosti zaključen. Poveljnika poveljstva sil brigadirja Boštjana Močnika, polkovnika Aleksandra Vidergarja in podpolkovnika Igorja Veršnika ter poveljujoče enotam logistične brigade in goste današnje slovesnosti vabimo še na drugi uradni del slovesnosti, podpis primopredajnega zapisnika v spominsko sobo vojašnice Petra Petriča. Po podpisu pa vsi prisotni vabljeni na malico. Lep dan še naprej. Prevzemite enote. Razumem.